Od danes pa do nedelje bo v letni dvorani Maribor potekal otroški bazar in festival za tretje življenjsko obdobje. Skupaj bosta prireditvi ustvarili resnično medgeneracijsko vzdušje in krepili vezi med generacijami. To pa še ni vse. Del projekta bo tudi festival Korajža velja in zato sta to jutro v studio najbolj korajžen med korajžnimi Marjan, hvala. Dobro jutro. Dobro jutro želim. In Arni Likar Cindrič, dobro jutro želim, ki se nama bo potem kasneje pridružil, pa tudi še prej pa nama bo nekaj zapel, zdaj pa še malo počakaj. Vredo? Prav, Arni? Omenjal sem otroški bazar, ki bo trajal vse do nedelje, Korajža velja pa ne bo 3 dni, ne? Ne, Korajža velja bo kot nekakšen sklepni del tega dogajanja na bazarju. Ob 15. uri bomo predstavili nekaj najboljših korajžnikov, tudi z oddajo Dobro jutro. Predstavlja se bo skupina Jutri in Manuela Brečko, ki bo tudi povezovala prireditev. Torej v nedeljo od 15. ure naprej vsi tisti, ki si želijo ogledati korajžnike v letno dvorano Maribor. Kaj to pomeni za otroka nastopati še na odru? Zdaj nekaj izkušenj že iz oddaje imajo, ampak vseeno se mi zdi, da je to drugačna izkušnja. Stati pred kamerami pa potem na odru. Bom rekel, vsak nastop je pomemben za otroka, mu da samozavest, dobiva izkušnje in v tem pogledu je tudi nastop na bazarju koristen za otroka in mu da posebno izkušnjo. Večinoma je občinstva dovolj, tako da je še en poseben občutek. Vi imate bolj izkušnje, vi se že dolga leta ukvarjate z njimi, pojejo pa na predizborih, pa potem na finalnih izborih. Kako se vidi, kako se kaže ta napredek? V kakovosti, mislim, v petju, v prezentiranju skladbe? Sam moto našega festivala je Korajža velja. To se pravi, prvo leto običajno, ko se otrok prijavi na naš festival, je ves preplašen, ne ve, kaj se bo dogajalo. In potem z leta v leto pridobiva več samozavesti, spoznava vrstnike, vidi, kaj oni delajo prav, kaj sam dela boljš oziroma narobe in napreduje. Iz leta v leto je bolj samozavesten, bolj sproščen. Koristi to tudi v šoli? Vsekakor, ja. Seveda, se drugače sploh ne bi smel reči. Tremo je morda imel na začetku, ko se je prvič predstavil na tem festivalu. Tudi Arni Likar Cindrič, verjetno bo potem priznal, še prej pa nam bo zapel skladbo Separate Ways in Arni Likar Cindrič, izvoli. Hvala. Flying away, sun's already sinking to the sea. No words left to say. I guess sometimes it's just not meant to be. But now it's too late for giving you another chance. That was me and you, baby, but that someone else is ruined that. Nothing lasting up, but in the end hurts so much I can't even stand it. Oh girl, you scare love away. Oh, I guess we'll go separate ways. Nothing lasting up, oh, but in the end hurts so much I can't even stand it. Oh girl, you scare love away. Oh, I guess we'll go separate ways. Way home, you're every thought, you're every song I sing. You left me alone. I will survive, but I guess it's true that nothing lasts too long. Oh, but in the end hurts so much I can't even stand it. Oh girl, you scare love away. Oh, I guess we'll go separate ways. Nothing lasts too long. Oh, but in the end hurts so much I can't even stand it. Oh girl, you scare love away. Oh, I guess we'll go separate ways.
Arni Likar-Cindrić in Separate Ways. Preden se usedeš, ne, pa se malo še umiriš, nadihaš. Marjan, se spomniš njegovega prvega nastopa na Koraži? Bi se ga spomnil, ja. Bilo je v Kopru, ne, itak, ker je on z Kopra. Igral je na klavir, spremljal se in v bistvu me je presenetil, ne. Arni, kako dobro se ga spomniš? Zelo dobro, kot da bi bilo včeraj. In sicer nastopil sem v Tuš Planetu in res bilo je enkratno ta prvi občutek nastopa s klavirjem pred množico, petjem. Pred kolikimi leti je bilo to? Kdaj bilo? To je bilo v bistvu lani. 2 leti nazaj. 2 leti nazaj. In 2 leti od tistega koražnega prvega nastopa in danes, ne, je tukaj že Arnijev CD, na njem so popolnoma avtorske skladbe, popolnoma avtorski aranžmaji. Kaj si še sam zaigral? Ja, tudi sam zaigral, sam Posnel zapel. pa ne? Posnel, v bistvu to moram reči, da v roki je imel dober prijatelj in sicer Amir Karelić, ki mi je tudi pomagal, svetoval pri aranžmaju in tako, da smo skupaj ustvarili izdelek, ki ste ga zdaj držali v roki. Posnel si ga v Italiji, zakaj ne v Sloveniji? Ni takšnega studia? V bistvu zaradi priložnosti, ker se poznamo, ker je tudi dober prijatelj, s tem je tudi kakovosten studio in sem lahko ustvaril takšen izdelek, res na katerega sem lahko ponosen. Dajmo reči nekaj še čisto na kratko o tej temi. Zadnje čase imamo po slovenskih televizijah možnost spremljati mlade talente, ki bodo postali velike zvezde. Kdaj je primeren čas, da postane otrok zvezda? Jaz mislim, že sama opredelitev zvezda je tako dvomljiva, ne. Ali pa vse splošno znano v Sloveniji, ne, kar prinaša določen pritisk. Meni se zdi bolj pomembno, da je vse to spontano, da ima eno pot, izkušnje, mogoče, da sama ta medijska pozornost prenahitro pride, ne. Odvisno od osebnosti. Nekateri otroci prenašajo ta pritisk, nekateri pa temu niso kos, ne. Tako da to je zelo relativno, ne. In Koraža velja skrbi za to, da gre postopoma. Ja, mi se v bistvu niti ne trudimo, da bi delali zvezde, ampak skrbimo predvsem za Koraža velja in opozarjamo napake, svetujemo, potem pa si otroci sami izberejo svojo pot, ali bo to glasba, ali bo pa mogoče kaj drugega. Kdaj bo, samo na kratko, kdaj bo grande final festivala Koraža velja? Samo datum? Nimamo še datuma, ampak običajno nekaj let imamo te izkušnje, da je jeseni, začetku septembra. Arni, tudi s tabo na kratko, želiš postati vseslovenska zvezda? Ja, definitivno, ker v bistvu to rad počnem, rad pojem, rad nastopam pred publiko. To mi je zelo blizu glasba, še posebej to, da pišem pesmi, jih tudi komponiram in s tem izražam svoje občutke. Čez koliko let boš to dosegel? Mogoče sem že, mogoče še bom. Dober odgovor. Hvala obima za v studio in obisk, pa pogovor. Hvala. Ok, najlepša hvala tudi vam.